Čau, tukaj je Sabina oziroma Mami na vrtu in tokrat bom govorila o zero waste menstruaciji. Kaj zero waste menstruacija sploh je? Punce, ko imamo menstruacijo, zavržemo ogromno enih odpadkov, ali so to tamponi, ali so to vložki, nima veze. Odpadkov je ogromno, ne da se jih ne predelati, ker to je mešanica plastike in različnih sintetičnih materialov in tega pač ne morejo predelati. Razkraja se 500 let en vložek, kar je neverjetno veliko, zato jaz vedno rečem, uporabljajte alternative. Obstajajo 3 alternative, kako zmanjšamo količino odpadkov pri menstruaciji. Prva so pralni tamponi, druga so pralni vložki. Tretja možnost je menstrualna skodelica. Menstrualna skodelica pač na pogled je bila meni vedno tako, ne, tega jaz ne bom uporabljala, zato ker pač zgleda čuden, ker moraš nekaj dati vase, kaj se bo zgodilo, se lahko obrne, kako lahko to čistiš na javnih WC-jih. In sem rekla, umir se, počas, poišči informacije in tako naprej. Zato sem rekla, da bom preizkusila Lalicup skodelico, ker pač imajo tudi 3 možnosti velikosti, kar je redkost, se pravi imajo S, M in L. Zakaj pa menstrualna skodelica? Pač jaz se tega res bojim in sem rekla, že 5 let vem za menstrualne skodelice, pa obstajajo še dlje. In ugotovila sem, da ko kamorkoli grem, recimo na potovanje, da ko se mi dnevno ali pa na 2 dni selimo z enega kraja v drugega, da pač pralnih vložkov ne moram tako hitro posušiti sploh v vlažnih krajih. Ali pa pač nimam možnosti, da bi jih kje namočila, pač odvisno, no, kje si in kako pač potuješ. In v bistvu sem rekla, menstrualna skodelica bi mi iz tega vidika zelo prav prišla, hkrati pa tudi ne bi bila omejena, kdaj grem lahko v bazen, da moram planirati, a grem zdaj lahko, a gremo lahko šele naslednji teden, da pač lažje je glede organizacije imeti menstrualno skodelico. Minus, oziroma kar pač na prvi pogled, pri teh skodelicah je, da so narejene iz silikona. Silikon je material, ki se ga ne da predelati, se pravi, ga enkrat po določenih letih zavržemo in gre med mešane odpadke. To je velik minus, ampak če pogledamo, da v primerjavi z navadnimi vložki ali pa tamponi uporabljamo menstrualno skodelico 5 do 10 let, je teh odpadkov veliko manj. Zato sem rekla, bom preizkusila menstrualno skodelico in ti povedala, a se to sploh obnese ali ne, kako je pač pri meni to bilo. Menstrualna skodelica je pakirana, kar je ful smešen, ker se zavzemam, da je čim manj pakiran, ampak je minimalno pakirana. Tale škatlica je kartonasta. In notri je v bistvu ena plastična vrečka, tukaj imaš tudi navodila in vse. In ta plastična vrečka je v bistvu lahko za večkratno uporabo še za kaj drugega, jaz uporabljam za semen ali pa za karkoli drugega shranjevati. Menstrualne skodelice se razlikujejo glede na velikost, glede na barvo in glede na višino materničnega vrtu. Se pravi, imaš S, M in L. S recimo je tale, ima za nižji maternični vrat in manjšo količino krvi, se pravi za ženske z ne tako močno menstruacijo, bi jaz temu rekla, in zato pač je tudi manjša. Razlikujejo se po barvi, lahko imaš rozno, črno, prozorno, pač možnosti je res ogromno. In vse te informacije, katera bi bila prava zate in pa pač podporo imaš na lalicup.si, kjer so tudi meni svetovali, katero naj izberem pač za svojo menstruacijo. Menstrualno skodelico pred vsakim ciklom ali pa vsakem ciklu prekuhamo, zato da pač se to razkuži, da imamo spet pripravljeno skodelico za naslednji cikl. Vmes jo pa samo splakujemo z vodo in sicer doma jo splakneš normalno v umivalniku, če si pa kje na javnem WC-ju, jo lahko pa tudi splakneš stekleničko vode, ki jo imaš s sabo. Jeklenko ali stekleničko, ker plastenk ne uporabljamo, ne? Drugače pa lahko tudi obrišeš s kakšnim robčkom ali pa toaletnim papirjem in nazaj vstaviš. To je to, grem jaz zdaj to preizkusiti in se ti javim po nekaj dneh uporabe. Čau! Hej, malo več je trajalo kot nekaj dni, da sem jaz menstrualno skodelico testirala, ker prvi cikl ni bil najboljši uspeh in po tem ciklu bi rekla, ne, to pa ni zame. Ampak sem se odločila, da vztrajam, ker pač največja težava je ustavljanje menstrualne skodelice in to ste mi povedali tudi ve punce na Instagramu in na Facebooku in sem ful hvaležna za to, zato želim to sporočilo predati še naprej. Kaj fora? Ko ustavljaš, je pač nekako treba to menstrualno skodelico stisniti. Jaz recimo sem najdla en način, ki je meni najbolj ustrezen in stisnem zgornji del in potem ustavim noter. Dejansko pa je pač več načinov, ki jih lahko pogledaš na YouTubeu. Kaj sem še ugotovila? Ta menstrualna skodelica, ki sem jo jaz testirala, ko sem gledala še ostale na YouTubeu,
je fajn, ker ima dejansko v spodaj take črtice, ko pač ti hočeš to menstrualno skodelico ven dobiti, jih te zarezice lahko primaš in ti nič ne drsi. Stisneš, se vakuum sprosti in daš ven in zliješ na školjko to kri ven. Kar je ful dobro, ker pač dejansko nimaš unga feelinga, da pa ne bom najdel menstrualne skodelice. Ful dobro, tako da tle imam res same pohvale. Fajn je, ker je več velikosti. Ponavadi pri menstrualnih skodelicah ni več velikosti, ali imaš S, ali imaš L, pač ni vsega na voljo, tako da tukaj imaš S, M in L in v bistvu najdeš svojo velikost oziroma tisto, ki tebi najbolj ustreza. In kako jo najdeš, ti bom dala v spodaj povezavo, da se pač čim lažje znajdeš in na ta način najdeš nekaj, kar je tebi najbolj pač ustreznega. Najdeš jih tudi na rifuzlovih poličkah in sicer jih lahko tudi pogledaš, da ti je pač malo lažje se odločiti, katero si bi izbrala. To je to, če ti je bil video všeč, sem vedno vesela, če ga lajkaš ali pa če ga deliš, tako tudi vem, da me podpiraš in pač si z mano, ker jaz tudi hočem narediti svet čim bolj čisti. Ja, so kdaj kakšni odpadki, ampak teh odpadkov je lahko vedno manj, a ne? Uživi, čim več bo to zunaj, pa se vidimo naslednjič. Čau!